Še enkrat dober dan in še enkrat povem, da je današnja gosta Renata Jakob Proban. Midve se do zdaj še nisva srečali v živo, že prej sem povedala, da je predsednica Slovenskega društva Hospic. Zdaj, društvo Hospic mislim, da vsi dobro poznamo. Leta 2025 bo 30 let, kar je bilo ustanovljeno. To sem zdaj pogledala, koliko je to že dolgo časa, ne. No, ampak najprej mogoče, Renata, greva kar k filmu, pa se bova še potem kaj vrnili. Res čudovit film, ne, tako, kadar je tako nekaj tako močnega, jaz rabim kar nekaj časa, da se malo spet, ne, spravim sem v dvorano. Renata, kako ste ga vi doživela? Povejte nekaj besed. Vse tisto, kar, najprej lep pozdrav, vse tisto, kar... V mikrofon govorite. Mogoče vam dam še bližje. Čakajte, takole, se slišimo zdaj? Aha, lepo pozdravljeni. Vse tisto, kar takole na kakih detabuizacijskih dogodkih, hospic kafejih v okviru Slovenskega društva Hospic po Sloveniji delamo, je v tem filmu. In to, o čem govorimo in kaj sporočamo. Večino se nas boji smrti, razmišljanje o njej nam je tuja, ampak če bi se zavedali, koliko življenja, pravzaprav največ o vsem našem življenju, je življenja ravno v tem obdobju in tudi priložnosti za najbolj intimne in najmočnejše odnose. V filmu so bili čudovito prikazani odtojeni odnosi, zadrega, zato je ta čas izjemno pomemben in posvečen čas, za reči hvala, prosim, žal mi je, rad te imam. To je pomembno za tiste, ki ostajamo, še bolj kot tiste, ki gredo. Ker potem ni treba jokati hoditi na grob, ker smo spregovorili o stvareh za časa življenja. Zato mi v hospicu pravimo, da pravzaprav mi govorimo o življenju in ne o smrti. In če bi se ljudje temu tako zelo ne izogibali, bi potem tudi lažje, bolj mirno in tudi bolj kakovostno živeli. Zdaj, mogoče bi kar tukajle omenila to igro tega izjemnega igralca, prejle smo že malo z gospo Meto poklepetali, Bila Naja. To je res nekaj neverjetnega, ne? Kako je znal on s takimi drobnimi, res drobnimi sredstvi, a ne, pričarati vso to prebujanje človeka, ko se znajde v stiski. No, in nasploh je film tak res čudovit. Jaz tiste prve verzije od Akire Kurosave, po kateri je ta film nastal, nisem gledala. Je kdo med vami slučajno gledal? To je bilo že v začetku 50-ih let, menda je to velika klasika. No, in Oliver Hermanus je to res izjemno dobro naredil. Mogoče dam najprej vam zdaj besedo, ne, preden se nazaj vrneva, da še mogoče kdo od vas kakšen vtis pove o filmu, o igri. Gospa Meta. Jaz imam občutek, da ta igralec pravzaprav cel film gor drži. Vsi drugi so pravzaprav samo zato, da se njegova usoda nam bolj približa. Mene je tako pretresla ta raztrganost, kako bi rekla njegova. Na en strani je on v službi ena vrhovna avtoriteta, ne. Jaz si sploh nisem predstavljala, da v Angliji je bila taka strašna hierarhija, kot je tu prikazana, v tej birokraciji mestni, na drugi strani je pa on doma popolna, ne vem, zadnja para. On nima s sinom več nobenega kontakta, ta snaha je vse uničila. In on se tam uči, kako bo sinu razložil, kaj se mu je zgodilo, sin se uči, kaj bo rekel, ker mu je žena nekaj naročila, skratka, eni zares odtujeni odnosi, kot ste rekli. Samo še tole bi rekla, kakšna študija birokratov je to v tem filmu, namreč na koncu, ne, ko gledamo te ljudi, ki so pravzaprav čisto brezčutni,
Ampak kadar pa gre za prilastici neke zasluge, so pa ta prvi, ki se oglašajo in se počutijo, da so oni zaslužni. Tako res pretresljiv film. Meta, vas lahko samo še nekaj vprašam. To, kar ste rekli, a ne, glede tega, pač to je res tak močen birokratski sistem, ne, vsak od nas ga pozna, ne tako močnega, ampak v različnih oblikah. Tudi sami sebe lahko kdaj prepoznamo v kakšnih situacijah, a ne, ko mogoče nisi tako zales zraven, a ne, pri tistem, kar pač počneš. Ampak hkrati je pa to, kar ste rekli, glede te igre, a ne, kako težko se je bilo izraziti njemu o tistem, kar mu je težko, ne? To, kar se je učil, pa hkrati ni našel besed, se je seveda spominjal tega otroštva, mame, to se nam velikokrat potem zgodi. In nekako se začne to, ko hočeš zaživeti življenje pač po teh raznih lokalih, tam, ko prvič zapoje to pesem, je Rebika, takrat pravzaprav prvič doživimo, koliko je vendarle še ene živosti nekje spodaj. Kako ste videli to komunikacijo? Me prav zanima njegovo. Ja, jaz imam občutek, da v takem sistemu pravzaprav ti birokrati nekakšni roboti postanejo, ljudje brez čustev. In če neka čustva mi izločimo, pol izločimo pravzaprav vse. In šele takrat, ko je se resnično znašel na, kako bi rekla, pragu smrti, recimo umiranja, je začutil, kako je njegovo življenje zgubljeno. In ob tisti mladenki si je zaželel, da bi vsaj ta zadnji košček, ki mu je še ostal, preživel kot človek. Ne vem, ali sem odgovorila. Ja, lepo, hvala. Povejte še vi, gospa. Hvala lepa. Jaz pa sem to videla, recimo to Se je, a je mikrofon? Sam bližje držite. Aha, hvala. Jaz pa sem videla to njegovo petje kot en tak stik s preteklostjo, po eni strani, po drugi strani pa na ta način je lahko sploh sebe izrazil takrat, da je to pesem zapel. Ker petje sprosti, velikokrat, prinese čustva ven, vse tiste občutke, ki jih ni mogel povedati, To se mi zdi skozi pesem, je pa lahko zapel, kako je v drugi, tretji kitici žarel, kako je šel glas gor, tako, tudi kako je poudarjal posamezne stavke. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da kako smo pravzaprav, ne bi govorila o brezčutnosti teh uradnikov, ampak mogoče o brezvesti, Ljudje brez vesti, kako so tudi hitro pozabili na zavezo. Oni so ob smrti dali zavezo, da zdaj bomo pa mi drugače delali, Bomo pač videli, kje stvari so pomembne, jih bomo reševali in tako naprej, sej lahko počaka, Tako, to se mi zdi, da ta vest človeška je pa najbolj pomembna, pravzaprav. Vsak, ja, še gospod. Ni mogel povedati, zakaj ne. Zato, ker dolga leta ni najdel stika tistega nežnega, ki ga žena mati ustvari v družini. Ker sta bila dva moška trda in te dva težko tisto org zdrobita, da pokažeta tisto nežno jedro. Če bi bila gospa živa, mama živa, bi to bilo čisto drugače. Mogoče bilo več prepirov pri hiši, ampak bi si povedali, bi vedeli, kaj kdo čuti. Tako je pa tista škatla bila zaprta in ni bilo komunikacija med njimi. In še ta mlada, ki je prišla, pač ni znala tega, ni čutila, da je treba to narediti, ker je videla samo sebe. Kot mlada generacija. Tisti so pa bodo, dokler bodo. Ja, hvala lepa. Povejte še vi. Pa še tam je potem ena gospa. Pa ne bom se vsebini spuščal, ker je res pretresljiva in dramaturgija fantastična. O igri sploh ne bi izgubljal besed, ampak samo nekaj bi rekel. Meni je prišlo na misel, da
ta film bi morali obvezno predvajati ob debati o zakonu o evtanaziji. Jo, to je pa dobra zamisel, res, hvala. Še tamle je. Meni je bil pa najbolj všeč del v filmu, ko on zveza to diagnozo, torej da je končna, da mu preostane samo še nekaj mesecev življenja in potem gre na obalo in izrazi željo, da želi živeti, ampak ne zna. Mislim, da mi je bilo to tako zelo zanimivo, kako potem on raziskuje, kaj za njega pomeni živeti in gre najprej s tem moškim, ki ga tam v tisti restavraciji, kavarni sreča in živi v bistvu tako, kot on živi. Pol se v bistvu spozna s to mladenko, ki je v bistvu pri njem zaposlena in želi od nje zvesti, kako živeti in potem končno skozi pogovor z njo nekako uspe ugotoviti, kako lahko on živi. Mislim, kaj za njega pomeni živeti. Tako da to vprašanje, ja, želim živeti, ampak kako, se mi je res tako zelo, ne vem, zelo si ga bom zapomnila, no, se mi zdi, da je tako retorično vprašanje za vse nas. Ja, hvala, saj to je bilo res kar močno. A bi še kdo kaj zdaj dodal? Še vi? Tukaj le, gospod v prvi vrsti. Takole, hvala. Se pravi, ja, čudovit film. In v bistvu vidiš samega sebe. To se mi je zdelo najbolj tako, bi rekel, tisto, ki je znal ta režiser v bistvu z vsem tem, kar je prikazal, to videti, pokazati. Ne? Pokazalo se je pa to, da se te stvari vidiš, v bistvu take stvari vidiš, ko se neke velike stvari spremenijo. Ne? Taka, bi rekel, vsi te neki šoki, veliki prehodi nam v bistvu vsak dan pravzaprav dajo možnost, da spregledamo. Ne? To ste tako lepo povedal. To sem v bistvu hotel povedati. Ker človek res velikokrat v tem vsakdanjem ritmu in to, kar ste tudi vi rekel, bi morali gledati, ampak pravzaprav je to film za vse, a ne? Ker zelo hitro te ta način življenja, pa kakršenkoli je, lahko je daleč stran od takih bolj upravnih ali pa birokratskih služb, zapelje v eno naglico, ki pravzaprav kot da bi pobegnil sam od sebe. In tukaj mislim, da je mogoče vas Renata vprašam, a ne? Vi se seveda srečujete predvsem z ljudmi, ko se nekaj težkega zgodi, a ne? Ko se nekaj težkega zgodi in je to mogoče res, tako kot ste vi lepo rekli, a ne? Ena pobuda, da pogledaš, kje sploh si in kako živeti in kako iti naprej. Mogoče vi nekaj o tem spregovorite. Ja, če dovolite, bi še nekaj mogoče na Boruta. Res odlična igra. Ne? Zdaj, ja, da boste vedeli, kdo je to Borut, naš prostovoljec, tudi v Slovenskem društvu Hospica. Ne? Zdaj, se pravi, premalo se zavedamo, koliko zgodb podobnih tej se vsak dan dogaja na Onkološkem inštitutu, v bolnišnicah, ko ljudje doživljajo to, prideš tja, upaš, da bo vse v redu, ali niti ne veš, pa potem en pregled, drugi pa diagnoza. In ljudje opisujejo, kako se postavijo dobesedno v nek drug film, ki teče bolj počasi in življenje, ki teče okrog, je nekje daleč. To naredi telo, ker potrebuje nekaj časa, da to sprejme. To ni tako preprosto. Metka Klevišar, doktorica medicine, onkologinja in tudi ustanoviteljica Slovenskega društva Hospic, je velikokrat zapisala tudi, ne samo rekla, da tako kot ljudje živijo in ubirajo svoje poti za časa življenja, tako potem tudi nekako umirajo in je temu pač njihov proces podoben. Bolj ko se oklepamo življenja, težje začnemo, ne, zares živeti. Ko pa spustiš, se prebudiš, potem si pa zares živ. Tudi v tem filmu je bilo tudi ogromno hrepenenja, ker v tem obdobju bodi si, ko si starejši, bodi si, ko dobiš neko diagnozo neozdravljive kronične bolezni ali ko se zgodi nekaj večjega, kar te
pretrese ali prebudi, vedno imamo priložnost, a ne, potem nekaj s tem časom, ki nam ostane, narediti in je lahko veliko bolj živ kot katerikoli prej. No, veliko partnerjev, ki so živeli 40 let skupaj, naprimer, a ne, pove, da je bil to čas, ko sta imela najbolj intimen odnos, ko sta bila najgloblje v odnosu in da je bil tudi to najlepši čas. Veliko jih to pove. Mi se trudimo zdaj zbirati te zgodbe, ker so to pričevalci življenja, ne smrti. No, tukaj se mi zdi, a ne, da se odpira še eno pomembno vprašanje, to, kar je prej gospa rekla, a ne, da ko se nekaj, ali pa tako, kot ste vi omenili, ko se nekaj težkega zgodi, ali pa ko te nekaj pretrese, ni nujno, da je ravno to, da gre za to, da veš, da ne bo več, da ni več veliko življenja pred tabo, ampak lahko so tudi kakšne druge situacije in se takrat zaveš, da mogoče se je treba malo ustaviti pa razmisliti, kje sploh si in kako živiš in kakšni so tvoji odnosi. In to, kar sem hotela reči, kar je rekla gospa tam zadaj, včasih ne veš, kako bi stopil, da bi bilo bolje. Ne znaš najti ta pravega načina. Zato sem gospod Meto tudi vprašala, on si je želel podeliti to s sinom, in snaho, predvsem sinom, ampak, tako kot ste vi tudi rekla, preprosto ni znal, kako naj se tega loti. Samo v teh spominih, na otroštvo, na to in ob tem, ko je gledal gospodično Harris, ko je videl, kako je živa, se mu je nekaj začelo svitati. Kako ste vi to videla? Mislim, ne samo v situacijah, gotovo to, kar ste rekli, ko se zgodi, recimo, da je en par že dolgo živi skupaj in potem na nek način se odprejo, se to predstavlja en mogoče bolj močen, poglobljen odnos, ampak mogoče že prej, ko še nisi v stiku recimo s tako težkimi stvarmi, kako bi se lahko zagledal. Vsi ljudje iščemo vse življenje, iščemo nek svet igral, bi lahko rekli temu, neko čudežno srečo, dostikrat izven nas. In nažalost, to kaže praksa naših življenj, nam mora res včasih pomagati nek dogodek, ki nas pošteno pretrese. Jaz sem zelo vesela, kadar vidim ljudi, ki jim to uspe že prej, ki znajo spoštovati življenje, živeti z naravo. Zdaj ne bi želela reči biti v stiku s seboj, ker se mi zdi to tako zelo zlorabljena beseda, ampak čutiti in biti živi. In tudi to, ko se je spominjal svojega otroštva, svoje matere, pride, takrat celo življenje pride, sestavljamo ga kot mozaik in ga objamemo celo svoje življenje. In kaj recimo ljudje povedo, da jim je žal, kako močno sporočilo je to nama, ki smo še tukaj, da se niso bolj spoštovali, da so preveč dali na to, kaj bodo rekli drugi, da so se premalo smejali in imeli premalo radi. To običajno obžalujejo. Takrat začneš res ceniti svoje življenje, se zavedati te vrednote. Zato tudi naši prostovoljci rečejo, da dejansko je to največji učitelj, kako živeti, delati za umirajočimi. Tudi naša ambasadorka Manca Košir to pravi. Tako da ne smemo bežati od tega, ker nam minevanje sporoča, kako dragoceno je življenje. In tudi kako lepo in kako velik čudež je. In tudi to, da je sveto. Mogoče ni naključje, zdaj ta prvi film od Akire Kurosave nastal pač po zgodbi Leva Nikolajeviča Tolstoja, Smrt Ivana Ilića. In to je nastalo že konec 19. stoletja, 1886 je bilo napisano. In mislim, da to ni naključje, da tukaj gre te ženske, nekatere mlade mame, kako se borijo za to, da bi vendarle omogočile otrokom znotraj tega urbanega okolja igro, veselje na igrišču in da se vse to vrti pravzaprav okrog tega, mislim, on dobi potem moč, da doseže to, da se tam lahko to igrišče zgodi,
Namreč, in tudi, vrača se potem v to svoje otroštvo in hkrati ne vemo to, kar ste vi rekla, gospa, kako se je zgodilo po smrti žene. Film o tem ne pripoveduje, kaj se je zgodilo med sinom, ampak recimo tisti prizor, ko ni mogel povedati, pa sta šla ona dva gor spat, pa ga je sin poklical, da bi zaklenil hišo, stanovanje, kako se je razveselil, ker se je spomnil pač tega klica otroka, oče. In mogoče je to, da nam je pri otrocih na nek način lažje, če zremo v otroke, ker so pa seveda še znotri te svoje pristnosti, kar je imela tudi ta gospodična in tudi tale njen Peter potem. Kako pa to vidite, da pravzaprav so pa otroci na nek način tisto, kar nas pa lahko malo prebudi? Ja, ker vidimo sebe v njih, ampak smo malo pozabili na to. Vsi nosimo tega otroka v sebi in sama sem delala tudi dolgo let, 30 let v bolnišnici in se soočala z marsičem, ampak veliko ljudi kliče starše iz otroštva, recimo prijatelje. Ja, vračamo se v otroštvo, vračamo se v naš začetek. In meni se zdi v življenju pomembno, no to je moje mnenje, da vsak trenutek svojega življenja objamemo. Tudi tiste trenutke, ki so bili najtežji, da največji učitelji in da smo zelo ponosni na to, kar smo preživeli, ker nobeno življenje ni preprosto in lahko. Že sam porod je kar velika izkušnja bila, čeprav se ne spominjamo, in potem vse tisto, kar pride. Ogromno malih sloves, od tega, ko se posloviš od vrtca, pa potem od osnovne šole, pa potem od staršev, ko se poročiš ali greš študirati, pa potem se dogajajo neke izgube, včasih tudi izgube živali, izguba zdravja, izguba službe. Celo naše življenje je tako eno stalno poslavljanje, ampak vsako slovo nam lahko odpre neko novo, izjemno dragoceno pot naprej, po kateri hodimo. Jaz osebno veliko delam tudi z žalujočimi in zelo lepo je, ko pridejo v procesu žalovanja do trenutka, ko osmislijo, čeprav se zdaj to mogoče sliši zelo čudno, ko osmislijo to izgubo in smrt. Ki postane ena taka velika dragocenost, ki jim pomaga živeti naprej in to zelo intenzivno in jim pomaga biti v stiku s človekom. Meni je zelo žal, da danes v bistvu na žalovanje gledamo kot na bolezen, čeprav je naraven pojav, potrebuje pač svoj čas, svoj prostor, ampak je naravna, tako kot če mnogo drugega, tudi prisluhi, prividi, vse to je del procesa. In nažalost, s tem, ko se odrežemo od teh občutij, potem imajo ljudje tudi več težav. K nam dostikrat prihajajo potem recimo po kakšne pol leta in rečejo, zdaj pa ne vemo, včasih rečejo tudi, da jih je kak zdravnik poslal ali osebni, včasih psihiater, pa reče, pojte še malo na hospic pogledati, če vam lahko oni pomagajo. Zaradi tega, ker ni bilo prostora, včasih se proces potem začne šele čez pol leta. Takrat se šele začnejo zavedati. Včasih so nas pri tem podpirali obredja, in jaz verjamem, da se marsikdo v tej dvorani še spomni, kako je bilo, ko smo se poslavljali doma od ljudi, ki smo jih imeli radi, je bilo dovolj prostora in časa, ki ga je naše telo potrebovalo, da smo se soočili, da smo šli skozi bolečino. Tudi jokali smo včasih bolj glasno. No, tukaj se stvari sicer zelo počasi spreminjajo, ampak to je mogoče tako podobno kot v filmu, da recimo zdaj se seveda vedno več govori tudi o smrti in o žalovanju, ampak v resnici, tako če gledamo zelo nasplošno, je to še vedno tabu tema. Se o tem tudi javno veliko govori Manca, ki ste omenili, ali pa o bolezni, ni nujno samo o smrti, ali pa o težkih stvareh, o slabih stvareh. In potem se lahko zgodi na tak način, zato mislim, da tudi ljudje, pač, ko pridejo do vas, najdejo eno zatočišče, ker so v prostoru,
kjer se lahko izreče vse, kar pač takrat pride v zvezi s čustvi, in tudi če nimaš besed, jih lahko mogoče nekdo pomaga poiskati. V tem filmu smo videli, kako ni znal. On pač preprosto ni znal, ni imel na kogarkoli se nasloniti, lovil je te drobce, a ne. In to se mi zdi, da je velikokrat, še vedno marsikdaj tako, da če pride v družini, kjer so majhni otroci do neke izgube, da hočejo otrokom prišparati, a ne, mislim, jih privrčevati, a ne, ali pa da se jih nekako da bolj ob rob, a ne, da ja ne bi doživeli še kaj hujšega, kakor je že tako hudo. Tako da se mi zdi, da je tukaj veliko na tem, kako najti besede, izraziti recimo, drugo je to potlačiti čustva, ampak sploh, kako se v zvezi s težkimi rečmi sploh izražati. Ja, to nas skrbi, čeprav je morda bilo to mučno, ko si želel, a ne, bi mu kar pomagal, da bi spregovoril, da bi se izrazil, a ne, ker smo vsi čutili, kaj on držal v sebi. Ampak danes imamo ljudje drug problem, ne. Težko gremo k ljudem, ki žalujejo, ker ne vemo, kaj bi rekli, ne, to. Se pravi, nasploh je okrog nas preveč besed, a ne, in mislimo, da moramo nekaj reči, v bistvu pa vse, kar je treba, je, da si dovoliš, a ne, sprejeti to, da si minljiv in potem lažje greš. Ker to, da se ti naprej pripraviš, kaj boš rekel, ko prideš k nekomu, ne vem, ki je izgubil otroka, partnerja, je zelo, tako bi rekla, neka utvara, ne moreš se pripraviti na to. Če hočeš biti resničen, samo sebe prineseš. Z vsemi svojimi občutji, strahom, grozo. In to rabijo ljudje, ko prideš k njim. Velikokrat si pomagamo z nekimi stavki, ki v bistvu tistemu, ki je žalujoči, samo povejo, kako nismo v stiku s seboj. Naprimer, se bo boljše, ali pa se, tudi jaz imam tako izkušnjo. No, jaz recimo osebno, ne, imam izkušnjo izgube moža, bila sem še zelo mlada, 27 let, ampak si ne dovolim zdaj pri recimo pogovoru z žalujočim, tudi če je nasproti mene gospa, ki je doživela isto izgubo, recimo moža, enako. Si ne dovolim in ne domišljam, da vem, kako je njej. Ne? Ker toliko, kolikor ljudi je, a ne toliko je tudi obrazov žalovanja. Da največ, kar lahko naredimo, je, da smo prisotni, da ne bežimo in da vprašamo tudi, kaj bi potrebovali. Dostikrat rečemo, če boš kaj rabo, pa pokliča, ne, pa zelo radi potem gremo. Zdržati, takrat, ko je najtežje, ne, tega več nekako ne znamo v sodobni družbi. Zelo hitro nas potegne nazaj potem v tisto življenje. Zato se mi zdijo taki filmi toliko bolj odlični in še enkrat, ta film je dejansko pokazal toliko različnih nijans vsega tega, s čimer se mi srečujemo vsak dan. Tako da bi lahko govorila zdaj tukaj res. Čist, se mi zdi, da bi lahko vsako minuto filma, ne, bi se dalo kaj povedati. Tudi o tem, kako se recimo počuti sina, ne? Absolutno, tudi o tem, ja. O tem pogovoru z gospodično Harrisa, ne? S tem se tudi veliko srečujemo, ne. S to bolečino, pa z vprašanji smrti, ker ni bilo obesedeno, a ne. Danes se zelo pogosto ljudje, predvsem svojci, mi veliko delamo svojci in pravimo, da pravzaprav še več kot s samimi umirajočimi, ker nas zelo potrebujejo, ker so zmedeni, ne vejo, kaj se dogaja in ponavadi začnejo iskati čudežna zdravila, da bi podaljšali življenje oziroma da bi dodajali dneve. Ampak na žalost je to ponavadi na račun same kakovosti življenja, zato v Slovenskem društvu Hospic pravimo, da dodajamo življenje dnevom in ne dneve življenju. Torej, namesto, da potujemo, naprimer, konkretno v Brazilijo in iščemo 3 tedne pred smrtjo neka čudežna zdravila, je veliko bolj smiselno poiskati ljudi, ki so ti v življenju kaj naredili, pomagali, svojce, urediti stvari pri sebi, da lahko pač greš mirno v ta proces. Ne. Manjka nam te, rekla, neke normalnosti, naravnosti. V naravi je to vse logično,
pri nas pa ni več. Ne. Me tudi žalosti, ko vidim v bolnišnicah, da se vedno manj ljudi odloča za slovo. In, Kako? Nisem razumela. recimo, če človek v bolnišnici umre, Ja. se zelo malo ljudi, svojcev, odloči, da se bo poslovilo, A ja? oziroma ta stavek kar prevladuje, ohrani ga v takem spominu. Ne. Aha. Zdaj, včasih res ne zmoreš, a ne, da ne bi kdo, če je imel to izkušnjo od vas in se ni šel posloviti in tega ni zmogel, a ne, da ne bi zdaj zaradi tega si učitelj. Včasih pač ne zmoreš, ampak dosti krat bi bilo dovolj, če bi bili tam dovolj kompetentni ljudje, ki bi samo malo spodbudili a ne, svojce. Zato, ker potem nazaj več tega pač ne moreš, a ne, za nazaj spremeniti. So pa vsi, ki so imeli to možnost, izjemno hvaležni, da smo jih pri tem spodbujali ali pri tem, da so se pogovarjali s svojci. Spomnim se ene gospe, ki sem jo spremljala, oziroma njene hčerke, ki mi je enkrat rekla, veste, jaz vas sovražim. Sem rekla, vem, čutila sem to. Je rekla, zato, ker me pripravljate na smrt moje mame, jaz pa tega ne morem sprejeti. Ne. Sem rekla, vem. Ampak vem, da ste tudi rekla, da želite najboljše za svojo mamo. In kaj je to? Ja, da veste, kaj ona v tem trenutku potrebuje. Ne čudežnih zdravil, potrebuje vas, ne posiljevanje s hrano, če ne more jesti. To dosti krat mislimo, če bo jedel, bo pa živel. A ne? In dosti krat ljudje, ki pač so bolni, svojci, potem čuvajo svoje bližnje in jejo in se trudijo jim ugoditi. Je rekla kolegica, ki je izgubila moža, tudi naša prostovoljka, oziroma brata, se opravičujem, izgubila je tudi moža, ampak brata, kako je rekel, ko je svakinja naročala stvari in so vsak dan po pošti prihajale, je rekel, spet, spet poštar, ker je bilo treba probati to, pa ono, pa tretje. Tega nič tega ne potrebujemo. Ne. Pač to je naraven proces in ljudje smo zelo dobro opremljeni tudi za ta proces in se ga ne smemo bati. No, mene ste presenetila s tem, da je tako, da je še vedno ljudem se težko posloviti, da je to celo mogoče tega več. Nekako sem imela občutek, da zaradi te korone, ker smo jo vsi doživeli kot nekaj res zelo strašnega, ker je toliko ljudi odšlo, ne da bi imeli stik s svojimi bližnjimi ljudmi in to je bilo recimo res težko. Jaz recimo sem se takrat kar vdahnila, da je že prej mama umrla, da nisem slučajno, da vsaj da mi ni bilo še to dodatno breme. In me je to zdaj presenetilo. Mogoče zdaj, da vas povabim, če bi kdo kaj dodal, vprašal gospo Meta. Ste me spodbudili s tem svojim razmišljanjem. Namreč mislim, da gre za to, kako se mi odzivamo. Če se enkrat v odnosih nekaj zalomi, mi velikokrat mislimo, da je to usodno in zavedno. Ne zavedamo se, da se da take stvari popraviti in da je na nas naloga, ali kako bi rekla, od nas je odvisno, ali bomo znali pristopiti. In tule v filmu je zelo poučno, kako velikokrat ljudje razmišljajo, kaj se spodobi, kaj je treba reči. V resnici je pa to, kar pravite, biti pristen, biti zraven in povedati tisto, kar čutiš in pokazati tudi svojo lastno ranljivost. Mi smo vsi kot ljudje v takih situacijah globoko prizadeti in nič narobe ni, če mi takrat ljudem pokažemo, tako kot tej deklici, da tudi njej solze tečejo, ko enkrat v resnici sliši, da je ta človek pred koncem svojega življenja. Bi še kdo kaj? Na balkonu bi še eno. Pa še tukaj imamo pol, dajmo na balkonu najprej. Aha, Ja, na balkonu smo malo bolj dislocirana enota. Ja, se čisto pravičujem. Včasih si rečem, moram gledati gor, ampak res slabše vidim. Tako da, evo, beseda je vaša. Če se tako navežem na vse, bi rekla tako, ko je bil v zelo hudi situaciji,
ko nikomar ni povedal, lahko je izbral nekoga, ki je bil pravšnji, neutralen, nedolžen, pravzaprav je bila ta gospodična še otrok, ki tako zelo pristno dojema, a ne, pa pristno tudi z njim sočustvuje. Ona ga ne obsoja, tudi pozabi na tisto, da sta pač takole v kavarni izpostavljena, pa tako se mu zdi, da mu je pokazala pot. In ta pot je bila, da je on spoznal, in to mislim, da ljudje naredijo, ko so v taki hudi stiski, kaj je tisto človeško v njem. In to človeško je bilo, naredi nekaj dobrega. In on je naredil nekaj dobrega. V redu tudi zase, ne, se je šel tja potem poguncati, pa tako lepo zapet. Ampak to, da spoznamo v takih hudih situacijah, pa to ni samo smrt, neka bolezen ali pa kakorkoli izgube, da to pa smo še ljudje, pa smo vse, pa imamo še to človeškost, in to se mi zdela taka pozitivna misel tega filma. Ja, hvala. Tukaj je še gospa. Hvala lepa. Jaz pa bi samo izkoristila to priložnost, ko ste, gospa Renata, med nami, da nam malo predstavite na kratko to društvo hospic, slovenskih hospic, ki poznamo to, Ljub hospic, pa Hiša hospic, samo da poveste, kaj imate, kako delate, kako se prostovoljci usposabljajo, pa take stvari, no, recimo, če bi koga... Mene zanima. Hvala. Hvala. Če dovolite, bi samo še nekaj na gospo Heleno, pa potem, ne, sej gospa Helena. Meta. Ja, se opravičujem. Ja, zelo pomembno stvar se izpostavlja, in sicer, ja, vsak trenutek v življenju imamo možnost nazaj v odnose stopiti. Izjemno pomembno je to, kar ste rekli. Res izjemno pomembno. In tukaj sem se spomnila ene naše sodelavke, socialne delavke, ki je bila prvič v družini, mlajša kolegica, ko je pač gospod v družini umrl, in ko je šla zjutraj od doma, se je skregala s svojim fantom. In po tem dogodku, ko je prišla domov, je seveda on pričakoval, ne, da bo ta imela naprej tiho uro ali pa se bo ta kregala. Pa ko ona je tako spontano prišla, to mi je pripovedovala in rekla, ljubi moja, ne, kako sem vesela, da te imam. Je to. Ne. Vsak trenutek v življenju imamo to priložnost, in tudi naše izkustvene delavnice, ne, ko ste vprašali, kako je v hospicu, se pravi, to začetno usposabljanje za prostovoljce traja 12 srečanj, in se pravi, tukaj imenuje se pot k sebi, in tukaj se soočamo z našim lastnim odnosom do smrti, do življenja, s svojimi izgubami, kar nam pa seveda prinese ogromno potem tudi na čustveni, na duhovni plati, zato ker nehote, a ne, vprašanja takrat, ko ali se pojavi bolezen ali karkoli, postanejo ta bistvena, kdo sem, zakaj sem, kakšen je smisel mojega življenja, a ne. In to se odpira tudi pri nas, a ne, v okviru tega izobraževanja. Drugače pa Slovensko društvo hospicija, tako kot ste rekli, kmalu bo 30 let, ustanovila ga je gospa Metka Klevišar, onkološka zdravnica, ki je ugotovila, da se pravzaprav tudi strokovni delavci ne znajo pogovarjati ne z umirajočimi, ne z njihovimi svojci, ne o bolezni in umiranju med seboj. In tudi danes, moram reči, še nekaj dosti drugače, razen pač v hospicih, a ne. In mi se trudimo in imamo veliko izobraževanj tudi za strokovne delavce, ki temeljijo na teh izkustvenih delavnicah, a ne, ker mi lahko govorimo v teoriji o žalovanju, ga analiziramo, govorimo, mislim, vse to, kar ste verjetno že tudi sami kdaj brali, ampak pomembna je izkušnja, ne. In ko se izkustveno postaviš v to, potem lažje razumeš. Imamo 12 območnih odborov po celi Sloveniji, od Murske Sobote do Kopra, so pa različno sestavljeni. Optimalno je tam, kjer imamo strokovno delavko z področja socialnega varstva, pa strokovno delavko diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji iz paliative, in pa potem imamo seveda tudi vodjo prostovoljcev in prostovoljce na odboru, ki so pa naše srce, ne. Imamo tako okrog 200 aktivnih prostovoljcev, ne delamo na tem, da bi povečevali to število za vsako ceno, ampak delujemo
bolj v tem, da delamo s prostovoljci, a ne? Da se vi počutite žive, ki ste tu, ki ste prostovoljci, in hkrati, da imamo to interakcijo, da se drugi od drugih učimo. Drugače pa nas ljudje pokličejo. V nekaterih odborih imamo tudi postelje, ki jih posojamo, pa vozičke. Naša naloga je pa koordinacija predvsem vseh tistih služb, ki jih potrebuje družina takrat, ko se zgodi bolezen, ker se ljudje takrat ne znajdejo. Sploh če gre recimo za to, da ni več veliko časa, in potem seveda delamo na tem, da pripravljamo družinske člane na to, zato da izkoristijo maksimalno ta čas, ki jim je ostal, po drugi strani pa se trudimo, da jih usposobimo, opolnomočimo, da pokličejo zdravnika, recimo iz ambulante družinske medicine, da rečejo za napotnico, če oni ne zmorejo, potem to naredimo mi namesto njih in povezujemo recimo ambulanto za terapijo bolečine, pa za družinsko medicino, pa onkološki inštitut, kjer hodimo tudi na time, potem včasih vključimo tudi Rdeči križ ali recimo kako drugo humanitarno organizacijo, če družina to potrebuje, tudi z programi, različnimi projekti, kot so Starejši za starejše, sodelujemo. Seveda pa različni odbori po Sloveniji so različno polnomočeni in različno delujejo. Zdaj, ti, ki smo zaposleni, nekako peljemo lahko samo zaradi prostovoljcev. In če v bistvu naše delo temelji na tem, in ozaveščanje, da mi danes tukaj odločamo o tem, kako bomo živeli in umirali, v tem našem zadnjem obdobju. In zato je zelo pomembno, da se aktiviramo kot civilna družba in ne čakamo samo na neke stvari, ki bojo prišle iz države, ker država, kot vidite, sama je nemočna, ne glede na to, katera vlada je, ker je to preveč kompleksna stvar, ker ni vezana samo na programe, na neke razne odločbe, ampak je vezana na zavest ljudi. In družba je socialna, kulturna, samo toliko, kolikor res lahko poskrbi za tiste najbolj ranljive, in med te skupine sigurno spada tudi skupina umirajočih in njihovih svojcev. In če za to ne bomo našli časa in prostora, bomo hitro postali roboti. Gospod je omenil tudi evtanazijo, to je zelo širok pojem, morda samo to, kakšno je stališče Slovenskega društva hospic in paliative nasploh, po celem svetu, je, da mi smo zagovorniki, da ima človek pravico do izbire. Smo zagovorniki te izbire. V tem primeru, ko je ta zakon, pa ne moremo govoriti v izbiri zaradi tega, ker če ti nimaš odgovora na to, oziroma nečesa, kar bi ti omogočilo, da ne bi rabo se odločiti za evtanazijo, potem ne moreš govoriti o izbiri, to je pa paliativna oskrba, ki pa ni dovolj razvita v slovenskem prostoru, in razumemo in vemo, da ne morejo vsi ljudje dostopati, da so še bolečine, da so še velike stiske. Zato moramo vso energijo usmeriti v to, da paliativno oskrbo okrepimo, kot pa recimo v druge stvari. In pri nas je vprašanje, kaj je tisto, kar ti potrebuješ in zaradi česa pravzaprav razmišljaš o tem, da bi predčasno zaključil svoje življenje. In to je tisto, kar moramo mi človeku dati. In to je tisto človeško, bližina. Sicer se pa zgodi tako, čim dlje od oči, kar ne vidim, ne boli, kar ne slišim, ne vem, in tako celo sprejemamo lastno minljivost. Če se ne bomo o njej pogovarjali, če ne bomo gledali o njej filmov, potem bo boljše. Nekateri ljudje celo mislijo, da če razmišljamo o smrti, da jo bomo priklicali. Toliko strahu in tabujev, pa tako razvita družba smo. No, to se mi zdi, da je tako nekak lep zaključek današnjega pogovora, da odpiramo pogovor, da ne zapiramo oči
in hkrati, a ne, ker mi je živa že malček kazala, a ne, da nama je že čas potekel, če ne bi mene danes kar zapeljalo nekam v še pogovor. To, kar ste rekli, a ne, da preprosto je še veliko stvari pri nas, a ne, kar se tiče recimo paliative, a ne, še za postoriti. Meni se zdi tudi zelo pomembno, a ne, kako delujete tudi svojci že po tistem času, pa posebej še z otroki, ko že tistega dragega človeka ni več. Hkrati pa, a ne, je tudi v tem filmu lepo prikazano, ko se je počutil na nek način, a ne, zadovoljenega, da se je nekaj zgodilo, a ne, na tej gugalnici, pustimo, to je pač malo filmsko, a ne, ampak vendarle je cel kup enega optimizma, a ne, če najdeš ta en stik sam sabo, mora biti še s svojimi ljudmi, ki so okrog tebe, in to je pa tisto, kar se nas dotika vseh, ne glede na starost, a ne. V bistvu se začne to že, ko se začneš v najstniških letih, a ne, spraševati, kako sploh stopati po tem svetu, a ne, takrat se to bolj začneš intenzivno in ta pot je dolga, a ne, in vsakem, pravzaprav, čim prej to začneš, tem bolje je, ne, čim prej imaš to priliko. In tako bi jaz rekla, da ta film se je dotikal težke teme, a ne, hkrati je pa kar optimističen, da je vredno, a ne. Če lahko samo to rečem, ta gospod je skozi svoje življenje ravno zaradi te izkušnje prišel do te izjemne notranje srečnosti na tej klopci. In jaz vam bi želela, da vsi to najdete. Ja, in to je zdaj ravno pravi čas, a ne, ker so ti decemberski dnevi, da si zaželimo, a ne, da nam bo dobro, drug z drugim, samim sabo, in se vidimo potem po novem letu. Tako da hvala lepa, a ne, predvsem pa vam hvala, Renata. Hvala tudi vam in vam, da ste vztrajali. In srečno, ne. Hvala.